Spoštovane, spoštovani, nadaljujejo se tekme 21. kroga prve lige Telemach, še dve sta na sporedu. Mi smo zdaj sliko že v ljubljanski Spodnji Šiški, na Žaku se bosta udarila Bravo in Celje, moštvi, ki sta dobro štartali v spomladanski del sezone. Tole pa zdaj Popovič na oddaljeno vratnico, takoj priložnost za Celjane. Nigerijski napadalec Sunday Adetunji, tudi Krefl, ki ga danes sicer ni v zasedbi. Tule pa Brucev, odličen strel in sijajna obramba Orbaniča. Popovič. In še enkrat Orbanič, znova je Popovič našel zeca. 23-letni hrvaški vratar pri Bravu, nov kot za Celjane. Tole je zdaj priložnost za Vukliševiča, na golovi črti Jakšič, še enkrat Vukliševič, pa potem Zec, tam je imel sijajno priložnost še Stankovič, hiter proti napad Brava, še vedno Stankovič proti Kavčiču, Kavčič v sredino, potem pa Vukliševič v zadnjem trenutku pred Tučičem. Španrik s podajo, Poplatnik, Tučič strelja po sredini vratno, potem pa je tudi Staša Špur dvignila zastavico. Menalo. Brucev še vedno, Brucev staja na nogah, priložnost za Celjane in zgrešil je Kvesič. Matko, dober proti napad Celjanov, Matko strelja, brani Orbanič. Kvesič in Karničnik kombinirata, še vedno Karničnik, Brucev, Matko in mimo gola Aljoša Matko. Znova ta zračni dvoboj Vukliševič, Poplatnik, no zdaj pa Svetlin, premočno je tole najbrž Adetunjija, ki pa vendarle prihaja do žoge in do gola! Sunday Adetunji dodajo piskat prekršek v napadu! Prekršek v napadu Sundaya Adetunjija! Vsekakor sodniška odločitev, ki bi lahko bila takšna in drugačna, šla je tu res na roko. Zdaj pa Poplatnik prišel je do strela kot za Bravo. Aleš Arnold, danes ste se v uvodnih 20 minutah nekako znašli v podrejenem položaju, nato pa ste dobro zadušili nevarnost nasprotnika in na koncu prišli do zaslužene točke, verjetno ste z njo zelo zadovoljni. Ja, absolutno. Se strinjam popolnoma. Prvih uvodnih 20-25 minut smo imeli težave s tem, kar smo govorili pred tekmo, se pravi, nismo uspešno izvedli pritiska, v tem bloku smo stali preveč pasivni, morda malo preveč bojazljivo, s prevelikim spoštovanjem do nasprotnika. Potem pa moram reči, da sem zadovoljen, predvsem zato, ker ocenjujem, da nismo bili optimalno razpoloženi, prav zato fantom čestitam, ker smo v bistvu imeli veliko obetavnih situacij, pol situacij, kjer nam je zmanjkalo malo mirnosti, da določen protinapad ali pa izigrano situacijo pripeljemo do konca. Zelo pomemben pa zaključek tekme, ker Celje z številnimi menjavami, z svežimi igralci, ki so individualno izredno kvalitetni, praktično na vsako dolgo žogo lahko naredi nevarno situacijo. Mi smo to zdržali in na koncu, tako kot ste rekli, zasluženo prišli do točke, tako da fantom za to predstavo na dan, kjer nismo bili v tisti najboljši nogometni formi, izredno čestitam. Ob koncu so Celjani sicer zatresli vašo mrežo, ampak je sodnik dosodil prekršek v napadu. Matej Orbanič je dejal, da je bil prekršek evidenten. Kako pa vi mislite, verjetno vam je odleglo, ko ste videli, da zadetek ni priznan? Ja, tudi moj občutek je bil takoj, da je do prekrška prišlo, da v bistvu poznam tudi igralca, v tem primeru vem, da ne bi padel za nobeno ceno, ampak lejte, na koncu so sodniki odločili, VAR je sigurno to zadevo preveril, tako da jaz verjamem, da je vse storjeno tako, kot mora biti. Danes bi Orbanič sicer skoraj da na drugi zaporedni tekmi vknjižil asistenco. Zdi se, da je to kar precej uigrano med njim in Stankovičem.
Ja, med vsemi igralci, ki so zgoraj, seveda, če se pojavlja velik prostor, ga poskušamo tako izkoristiti, ne v vseh situacijah. Matija je tukaj odličen v udarcu z nogo in za podaj in tudi ostali igralci premorejo hitrost, da lahko koristijo te prazne prostore. Pri Bravu ste nekako tradicionalno precej ponižni, ampak pogled na lestvico je v tem trenutku zelo lep in verjetno v nadaljevanju prvenstva je cilj boj za Evropo. Ja, mislim, kaj ne rečem. Mi želimo, tako kot sem rekel, ne smemo nekako zamešati neke ambicioznosti z nekimi realnimi cilji, ki smo jih postavljali pred sezono. Zavedamo se, da se presegamo, da bi pa mi v tem trenutku prenehali tekmovati, da ne bi imeli višjih apetitov ali pa si želeli več, bi bilo pa nešportno. Tako da jaz mislim, da v tem pogledu nadaljujemo za sezono in želimo priti čim više na lestvici. Če bo na koncu to pomenilo Evropo, bomo zelo zadovoljni. Damir Krznar, ob tako mogočnem kadru ves čas poudarjate, da je potrebno nizati zmage, zato da v ekipi ohranjate zadovoljstvo. Danes ste sicer oddali 2 točki, ampak igra je bila dobra in verjetno ste številnimi elementi zadovoljni. Svakako, mislim da ima tekmi koje dobite s puno manje priložnosti nego kad smo imali danas. Moj je dojam da smo napravili dovoljno za zmago, ali ok, ne ide uvijek to tako, nešto se pita i protivnika. Čestitke Bravu na izuzetno dobroj partiji, dobra utakmica, ne daje vam puno prostora, ne daje vam puno mjesta. U sve to mi smo napravili 3-4 izvjesno dobre šanse. Malo nas remetila ozljeda Popovića, da i nakon toga neke stvari malo kasne 10-15 minuta dok se ponovno svi spojimo sa igrom, ali kažem, nisam zadovoljan sa ishodom utakmice, ali sa pruženom igrom mogu biti zadovoljan. Omenili ste Popovića, kakšno je stanje z njim? A mislim da će biti sve ok, on vuče već malu ozljedu pregibača izvesno vrijeme, uspijemo to malo iscenirati i izašao je čisto iz predostrožnosti da se to ne pogorša i vjerujem da bu ok već za četvrtak, ne četvrtak, onda nedelju. Na začetku drugega polčasa ste tudi spremenili formacijo, storili ste vse za to, da bi prišli do 3 točk, zatresli ste mrežo, ob koncu tekme pa je sodnik gol razveljavil. Kako težko je bilo sprejeti to odločitev? Ok, cijelu utakmicu vodili tako da idemo u rizik, da idemo po gol i to je DNK Celja, da napadamo, da tražimo, da idemo na zmago. Danas se nije dogodilo, ali nema veze. I drugo poluvrijeme isto tako, 2-3 priložnosti Matko, taj razveljani gol, neću suditi, takve stvari se događaju, mislim da je sudac ocijenio u tom trenutku da je to faul, ok. Matija Orbanič, na zadnji tekmi ste upisali celo asistenco, danes ste ohranili nedotaknjeno mrežo, tudi danes bi lahko neposredno sodelovali pri zadetku. Kaj reči naslednjič Stankoviću, da bo bolje izkoriščal vaše podaje? Pa prvo bi čestitao ekipi za zelo teško tekmu od Garana. Vedeli smo da bo Celje pritisnulo prvi 15-20 minut in smo se kar obranili dobro i potem uspostavili našu igru, naš ritam i potem smo im prozročali velik težav. Na koncu mislim da, ne vem kaj bi rekao, zdaj posameznika vrže ekipa. Prejšnji tekmo je bio to Stanković, ne vem, zdaj to je to. Zdelo se je, da ste danes imeli kar precej dela. Kako odleglo vam je, ko je sodnik ob koncu tekme vendarle dosodil prekršek v napadu in Celje tako ni doseglo gola? Ja, prekršek je bio evidentan. Sigurno da je odleglo 90 minuta. Teško da bi se vrnili pol, ampak še enkrat čestitke ekipi za tole piko. Aljoša Matko, po dolgem času ste odigrali cel polčas, prvič po poškodbi. Bilo je evidentno, da ste zelo lačni gola, na koncu sicer niste prišli do zmage, ampak verjetno ste delno tudi zadovoljni s tem, da se počasi vračate v polni pogon. Ja, sigurno, zelo sem vesel, da sem danes po dolgem času odigral 45 minut. Mislim, da sem korektno odigral, vidi, da mi še malo manjka glede kondicijskega vidika, ko pride tekma, ampak trudil sem se po svojih najboljših močeh, prihajal v šanse in to je najbolj pomembno, gol bo že prišel.